Lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno na mojem Fit kanalu, Fit z Majo na Sejšelih. Danes bom z vami delila eno zelo osebno zgodbo, katera me je pripeljala do te točke, na kateri sem danes, kar se tiče fitnesa, in delila bom zgodbo o svoji srčni bolezni mojih zaklopk. Če vas zanima, pejte z mano gor na streho in vam razkrijem, kaj dejansko se je z mano dogajalo in kako sem si popravila bolezen srčne zaklopke brez operacije. Okej, pa gremo mi zdaj gor na streho. Tole moram še vzeti svoj ključ. Evo, moram pa zakleniti. Gremo zdaj gor. Še kavico vzamem. Evo, takole pa imamo zdaj gor na strehi. Tamle dol je pa tržnica. Svežo zelenjavco. Kavica je pripravljena. Jaz sem tudi pripravljena. Majčkeno imamo oblačno, ampak je čisto normalno, ampak je še vseeno ful fajna temperatura. Tako da ja, danes bom z vami delila mojo zgodbo, kako sem prej rekla, o prirojeni srčni napaki, ki jo imam seveda že od rojstva. To je bolezen srčnih zaklopk. Imam blago dozmerno aortno stenozo, aortno insuficienco in aortno regurgitacijo. Vem, da se sliši to zelo zakomplicirano, ampak v bistvu ni tako hudo. Še prej bi rada podala ta disclaimer, da seveda jaz nisem zdravnik in bom poskušala razložiti to čim bolj na enostaven način, čeprav tudi sama ne razumem čisto dobro, kako to gre, ampak v glavnem, ja, nisem zdravnik, tako da če kak zdravnik gleda, lahko popravi v komentarju. Ampak ja, in najprej bom razložila, kaj dejansko je narobe z mano, oziroma je bilo, oziroma je še, in kako sem si dejansko nek način popravila širjenje te bolezni, kaj sem naredila in kaj še vedno danes počnem. Seveda, da sem se izognila operaciji, ki mi je bila predpisana. In tudi nobenih zdravil ne jemljem in jih nisem jemala, tako da predlagam, da kar gremo v mojo zgodbo. Stisnite like, se naročite na moj kanal in na mojem kanalu delim svoje fit vadbe, fit nasvete o zdravem načinu življenja in seveda moje prigode in vloge iz življenja na Sejšelih. Okej, bom kar začela na začetku. Dejansko, ko sem bila stara 12 let, se spomnim, da sem brisala tablo v šoli in ker sem bila v bistvu zelo majhna, sem mogla skakati gor in dol po tisti tabli, da sem jo lahko brisala, in kar naenkrat se mi je v bistvu začelo ful vrteti. Nisem prišla do sape in pa seveda sem skoraj skupaj padla, tako da so me iz šole takoj poslali k zdravniku. In zdravnica seveda me potem naprej napotila v Celje in potem iz Celja, ko so naredili določene preiskave, so rekli, okej, je treba iti v Ljubljano na večje preglede. No, in tam na pregledih so mi odkrili seveda šum na srcu in na podlagi tega so seveda naredili nadaljnje preglede, kar je prišlo do diagnoze, da imam zoženje srčne zaklopke, se pravi aortno stenozo in seveda aortno insuficienco in aortno regurgitacijo. In zdaj je tako, ne, iz zadnjega prekata, srčnega prekata, se ta oplemenitena
kri gre skozi aorto in potuje potem po celem telesu. In zaklopka je, če si predstavljate, takole ima 3 lističe in se odpre in se zapre. In dejansko, ko pride kri v zadnji prekat, je zaklopka potem potisne to kri naprej skozi aorto in se potem tudi zapre. In to pač seveda je za srčni utrip, ki nekako pumpa to zadevo, ne? In pri meni se v bistvu ta srčna zaklopka ne zapre in se pač to imenuje stenoza. Se pravi, ali se ne zapre ali pa se zoža, v glavnem pač, ko se ne zapre, dejansko kri, ki bi jo moglo potisniti naprej v obtok, se vrne tudi nazaj. Se pravi, ker se pa zaklopka ne zapre, se kri vrne nazaj v prekat in to imenujemo regurgitacija. In s tem je v zadnjem prekatu tudi povečana količina krvi, zato ker vedno pač tista kri, ki bi mogla iti naprej, se vrne nazaj v prekat in v prekat prihaja tudi nova kri. S tem se tudi poveča hipertrofija tega dela srca in moje srce mora v bistvu delati še močneje, da lahko dejansko potem črpa kri naprej in nazaj. In pa seveda tudi, ker v obtok ne pride celotna kri, se pravi, ne pride 100% kri naprej v obtok, se imenuje tudi to insuficienca. In v mojem obtoku je vedno zmanjšana količina oplemenitene krvi, kot je mogoče pri zdravem človeku oziroma pri zdravi zaklopki. Se pravi, pa stenoza, zoženje zaklopke, potem regurgitacija, vračanje krvi nazaj v prekat in insuficienca pač pomeni, da ni dovolj obtoka v mojem telesu. No, to je bilo kar zelo komplicirano, ne vem, če si predstavljate, ampak nekako tako deluje srce v tem zadnjem delu, v katerem pač se kri pač pošlje naprej v aorto in potem v telo. No, in ker pač seveda takrat še nisem bila fit, se v glavnem nisem ukvarjala z nobenim športom, je prišlo seveda do tega, da je bilo tudi zmanjšana količina kisika v krvi in pač se mi je začela vrteti, v glavnem pač zato tudi nisem bila dobra pri telovadbi in sem jo tudi vedno sovražila na nek način, pač nisem vedela zakaj. In točno zaradi tega, ker pač nisem dobila dovolj kisika v mišice in dovolj kisika v možgane in se mi je začelo vrteti, se pravi, pač nisem vedela zakaj in točno to je bil razlog. No in v glavnem, potem seveda moja srčna napaka je blaga do zmerna, se pravi, ni tako hudo, ampak zdravnik pri mojem obisku, pri zadnjem recimo obisku, ko sem bila stara 18 let, mi je rekel, da pač v roku 10 let bom definitivno potrebovala operacijo srčne zaklopke. Ja. In to me je takrat kar šokiralo, ker seveda vsakršnakoli operacija na srcu je zagotovo tvegana. Noben ne more reči, da to ni tvegano, tudi če gre za manjšo napako. In ponavadi te operacije naredijo ali s plastičnimi zaklopkami od drugih trupel na nek način, ali pa ne vem, kako to naredijo, v glavnem pač. Tako da ja, in to me je nekako zelo šokiralo in takrat mi še niso nobenih zdravil dali, pa so rekli, ok, na preglede vsakih 2 leti, potem na preglede vsakih 5 let. To je bilo takrat. In v tem času mislim, da je bilo zelo dobro, da sem šla skozi neko tranzicijo, kar se tiče športa. In seveda takrat nisem vedela za vse te zadeve in sem se dejansko začela ukvarjati s tekom. Seveda me je na začetku zelo matralo, bila sem zadihana, ampak sem vedela, da to mi dejansko bo zelo pomagalo. No, naslednji korak, s katerim sem potem začela, poleg rednega teka, je bila seveda tudi zdrava prehrana. Postala sem vegetarijanka na začetku in potem seveda tudi veganka. In mislim, da mi je to zelo pomagalo pri nadaljnji širitvi oziroma napredovanju te bolezni. In seveda sem pa se začela tudi ukvarjati z jogo in z meditacijo, s tem, da sem si zmanjšala svoj
recimo stresni del življenja na tak način. Da sem našla neko notranjo zadovoljstvo, nek notranji mir z meditacijo, z jogo, z redno vadbo in pa seveda z zdravim načinom življenja, na katerega prisegam še danes. In veliko ljudi, pač tudi zdravniki mislijo, da pač z zdravo prehrano se mogoče ne moremo izogniti določenim zdravstvenim stanjem, ampak mislim, da je čezdalje več in več dokazov, da se lahko izognemo. Sploh kar se tiče glede veganskega načina prehranjevanja, je definitivno eden izmed tistih, ki prispeva k zdravljenju teh srčno-žilnih bolezni. No, tako kot sem rekla, nisem zdravnik, ampak ja, pri meni je to delovalo. Kajti pri naslednjem pregledu mi reče glavna kardiologinja, to je za mene malo tako čustveno zdaj. Reče, Maja, karkoli počneš, počni še dalje, ker nobene operacije ne bo potrebne. Tvoja zaklopka je v mirovanju, se pravi v normalnem stanju, se ne napreduje, bolezen se pravi ne napreduje in je rekla, karkoli počneš, počni še dalje. In tu sem vedela, da sem dejansko se nekako rešila te tegobi in težavam, ker mi je potrdilo to, kar počnem in sem počela. Se pravi, pa zaradi tega tudi je meni šport in vsakodnevno gibanje tako zelo pomembno, ker vem, da sem si dejansko rešila življenje na nek način. Tako da, ja, zato sem tako strastna, kar se tiče veganske prehrane, kar se tiče dnevnega gibanja, kar se tiče meditacije, kar se tiče joge, vsega tega zdravega načina življenja in res je vredno. Res je vredno vsake minute, vsake sekunde, ki ga vložim to in da delim to naprej. Tako da, če imate radi svoje življenje, potem vam svetujem, da tudi če ste zdravi, to nima veze, ali ste zdravi ali niste zdravi, ampak vam polagam roko na srce, da naredite nekaj v tej smeri, ker je res vredno. Tako da ja, zdaj moram še samo omeniti, preden sem začela ukvarjati s tem funkcionalnim fitnessom, kaj se je dogajalo z mano. Recimo, če sem šla gor v hrib, sem bila zelo zadihana, začela se mi je vrteti, bila sem brez sape, res sem mogla pač počepnati dol in prav se nadihati, da se mi je nehalo vrteti in potem dalje. In to se je non-stop ponavljalo. Dokler pač seveda nisem bila toliko fit, da tega simptoma ni bilo več. In tega simptoma pa ni bilo več zato, ker s telesno vadbo mi tudi povečujemo število rdečih krvničk v telesu, se pravi, pač ta volumen krvi se poveča. In zato je v bistvu meni lažje premagovati to bolezen, ker imam pač več rdečih krvnih telesc, ki prenašajo tudi kisik. Tako da, ja. Moj funkcionalni trening mi je definitivno pomagal, kajti v bistvu zdaj lahko res naredim zelo težek trening, pa bom čist super. Je pa res, da vedno poslušam svoje telo. Mislim, da se mi je v teh 12 letih, odkar treniram na tak način, zgodila njih 5-krat, da nisem mogla končati svojega treninga. Pač pomeni, ali da sem začutila mogoče, da me je nekaj tiščalo v srcu, ali da se mi je mogoče začelo vrteti, mogoče, da mi je bilo slabo. Ampak v tem primeru definitivno treniram zelo pametno, tako da sem pač neham trenirati v tistem, če se mi to zgodi in pač zaključim trening, čist okej. Jaz ne vidim nič narobe v tem. Tako da tudi mojim strankam vedno rečem, če se ne počutiš
100% pač seveda počivaj oziroma zaključi trening, če se ne počutiš dobro od znotraj, ker to so vsi znaki tvojega telesa, ki ti sporoča, ali je ok ali ni ok. In zdaj, če si ti usklajen, potem res lahko poslušaš svoje srce in zdaj slišiš. In če si ti usklajen s svojim telesom, boš vedno znal razbrati svoje simptome in kaj ti sporoča. Tako da ja, zdaj je moje srce ok. No in so me dali tudi v bistvu ven iz evidence, tako da prej sem imela na vsake 2 leti pregled, potem na vsakih 5 let pregled in na koncu so videli, da je ok, da ni nekih drastičnih sprememb in so rekli pač na samo iniciativo, naj grem na vsakih 5 let na pregled. Tako da mislim, da bom zdaj šla tle na Sejšelih na en preventivni pregled, da vidim, v kakšnem stanju so moje zaklopke, ali se je kaj spremenilo, ali se ni spremenilo. Tako da ja, ampak moram reči, da sem v bistvu zelo ponosna na sebe, da sem potrdila to, kar meni je vroče ratelj. Ja. Ampak v glavnem, hočem tudi to povedati, da sem zelo ponosna na sebe, s tem, da sem poslušala svoje telo v tem smislu, da sem vztrajala pri športnih aktivnostih, da sem vztrajala pri veganstvu, da vztrajam pri meditaciji in jogi, ker točno ti 4 elementi so mi nekako rešili življenje. Tako da definitivno zelenjava rešuje življenje. Tako da ja, sem ponosna veganka in sem v bistvu res zelo vesela, da je do tega prišlo. Ampak konec koncev je pa srce kot je in se lahko tudi ustavi, kadarkoli se lahko ustavi. Tako da, če me pobere med kakšnim treningom, ja, tako pač je, ne. Tako da ja, nič bad. Živim življenje na polno, tako da ja. Ampak saj ne mislim umretno. Joj, kaj smo zdaj zabredli. Ampak ja, bom čisto realistična, tudi to se lahko zgodi. In pač tako je. Z vami sem želela deliti to mojo zgodbo o moji srčni zaklopki in kaj sem dejansko naredila, da sem se izognila operaciji, kajti ta informacija operaciji me je v bistvu zelo stisnila pri srcu in vem, da je stisnila tudi moja mami takrat, ko smo bile na tem pregledu. Ga ne bom pozabila. Tako da ja, te kar postavi malo na realistična tla, sploh če si star 18 let in slišiš to informacijo, ko si poln življenja in pol nekako se lahko kar tvoje življenje podre v trenutku. No. Ampak ja, konec koncev vse dobro na koncu in ja, treba je samo verjeti v to. Tako da upam, da vam je bila moja zgodba všeč in seveda vam polagam na srce, da vsakodnevno gibanje je zlata vredno, tudi če traja 5, 10, 15 minut na dan, ste že zmagali. Tako da ja, tukaj na mojem kanalu lahko najdete veliko različnih vadb in seveda tudi na moji fitness strani fitnessbamaja.com, kjer lahko vadite z mano čisto vsak dan po 3 urnikih. Ja? Lahko pa tudi izberete programe, ki so dejansko namenjeni samo za enkraten nakup, za začetnike in za tiste napredne. Tako da, ja, ampak važno je, da najdete svoj način vadbe, katero lahko izvajate vsak dan ali pa vsak drugi dan, pri kateri vadbi se tudi sprostite in vam je v veselje. Tudi če greste na 1-urni sprehod, na pol-urni sprehod, v hribe, izvajate jogo, pilates, vaje za moč, nima veze. Vi počnite to do konca svojega življenja. Tudi vaje za izboljšanje mobilnosti in fleksibilnosti. Zelo pomembno. Seveda ne pozabite zdravo
jesti, veliko zelenjave, veliko sadja, neprocesirane hrane, povečajte vnos beljakovin, zdravih maščob in tudi zdravih kompleksnih ogljikovih hidratov. Ne pozabite na veliko vode, zmanjšajte alkohol ali pa ga čisto izničite iz svojega življenja. Najboljša odločitev v mojem življenju je, ko sem 20 let nazaj rekla ne alkoholu popolnoma. Fantastična odločitev. Ne kaditi, brez veze, kdo še sploh kadi, danes ne vem. Umirite svoje življenje nekako z antistresnimi vajami, izvajajte jogo, meditacijo, smejte se veliko, imejte se radi. In kje lahko najdete vse te informacije? Tudi na moji spletni strani fitnessbamaja.com, kjer imam za vas veliko različnih vodenih vadb, veliko veganskih receptov, veliko tudi vadb, kar se tiče fleksibilnosti in mobilnosti. Tako da ja, obiščite, se naročite na moj kanal ali pa si kupite tudi samo program za enkratno plačilo. Ok, tukaj se jaz od vas poslavljam. Najlepša hvala, da ste bili z mano, da sem lahko podelila to zgodbo o moji srčni zaklopki in mogoče pa sem inspirirala nekoga, ki ima podobno težavo in se bo mogoče lahko izognil operaciji v prihodnosti. Tako da iz mojega srca v vaše srce lepo zdrav iz Sejšelov in se vidimo naslednjič. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride.